Hi. Welcome to another edition of Your Voice podcast. Today I have a special guest, Tina. In tale podcast bo malce poseben, ker bo v celoti v slovenščini, ampak tema je tako zanimiva in se veže na jezike, komunikacijo, tako da bo izredno, bom rekla, zanimivo poslušati tokratno gostjo. So, hi Tina, one more time, hello. Zdaj pa ti bom kar predala besedo, da se nam predstaviš in narediš uvod v to, kar bomo danes poslušali oziroma o čem se bova midve pogovarjale. Hi, Katja. Hi. Sem mednarodno certificirana integrativna psihoterapevtka ter učna psihoterapevtka za študente in specializante na inštitutu IPSA in na Univerzi Sigmunda Freuda, podružnica Ljubljana. Trenutno pa stopam na novo pot, sem v izobraževanju za supervizorko. Wow. Tina, ti delaš z Slovenci, je tako, ki živijo v tujini? Tako je. Povej nam mogoče malce o tem, kako se je sploh tvoja pot začela, oziroma zakaj, oziroma kako da si sploh začela delati prav z njimi, se pravi Slovenci, ki so v tujini. Ja. Za psihoterapevtsko prakso je pogosto značilno, da se pretežni del dobi klientov od ust do ust. Aha. In pri meni je potekalo enako. Sama imam v tujini veliko znancev, prijateljev, nekdanjih sošolcev, sodelavcev in sorodnikov. Z njimi sem o psihoterapiji komunicirala že v času študija psihoterapije, ter marsikoga navdušila, da se je odločil za psihoterapijo v državi, kjer je takrat bival. Vendar večina si je želela, da bi terapija potekala v slovenščini. Tako da na idejo sem prišla postopoma v pogovori z njimi. To pa govorim o času še pred covidom, več kot 10 let nazaj. Ugotovila sem namreč, da je online psihoterapija v tujini precej razširjena. Znotraj posamezne države. Hkrati pa sem sama z znanci komunicirala neposredno preko, takrat je bil Skype in drugih glasovnih ter video aplikacij, kot je WhatsApp. Tako da ni bilo težko sešteti 1+1. Pomislila sem, če se v tujini obnesejo online terapije, zakaj se ne bi tudi pri nas? Če se moji prijatelji velikokrat preko Skypa pogovarjajo s prijatelji in sorodniki v domovini, zakaj se ne bi mogla obnesti tudi čezmejna terapija? Tako so me najprej začeli priporočati prav moji prijatelji iz tujine, svojim prijateljem, znancem, Slovencem, ki živijo v tujini. Kasneje so me priporočali prijatelji iz Slovenije svojim znancem, živečim v tujini. Potem je bila naslednja faza, pa so me začeli priporočati moji klienti, ter tudi profesorji in supervizorji, ki so poznali moje delo. Po nekaj letih dela so me odkrili tudi različni mediji. Imela sem članke na Siolu, 24 ur in v Nedeljskem dnevniku. Ter gostovala sem na radiju, na avstrijskem radiju Agora. In v oddaji Slovencem po svetu, to je na prvem programu Radia Slovenije. Ja, nekatere poslušalce in bralce so moje besede tako nagovorile, da so se ob njih počutili zares slišane in razumljene. Zato so se odločili za terapevtski proces z mano. Wow. Zelo zanimiva pot. V bistvu, na kakšen način se prepletajo naši, bom rekla, odnosi oziroma na kakšen način se povežemo z ljudmi, a ne? Res zanimivo. Sploh v tem času, ko imamo toliko platform, recimo social media je zelo taka ena platforma, kjer pogosto potem vidimo različne osebne znamke ali pa tudi terapevte, ki se pojavljajo tam. Res zanimivo in zelo fajna, bom rekla, taka poslovna pot. Povej nam, v katerih državah približno pa živijo tvoje stranke? Se pravi, po celem svetu ali samo v določenih državah? Ja, moji klienti živijo po vsem svetu. V Evropi jih največ iz Avstrije, Švice, Nemčije, Francije, Belgije, Islandije, Velike Britanije, skandinavskih držav. Nekateri pa prihajajo tudi iz Združenih držav Amerike, Argentine in Avstralije. Wow, okej. Ja, delala sem pa tudi s Slovenci, ki živijo v Aziji in Afriki. Wow. Seveda pri tem, kar mi prvo pride v misli, mislim, da sem se to tudi vprašala, preden sva imela intervju oziroma preden sva začela snemati,
Kako je pa s časovno razliko recimo tukajle? A je okej recimo, ne vem, nekdo, ki živi v Argentini, je verjetno potem ali pa v Avstraliji je malce razlike v času? Ja, iskreno meni ta časovna razlika zelo paše. Okej. Super, super. Odlično, odlično. Lažje potem razporedim kliente v I see. Ja, recimo pri njih je večer, za mene je jutro in Aha. meni to čisto znam. Okej. Super, super. In potem takem, torej verjetno srečanja potekajo pogosto ali pa večinoma online, preko videoklicev ali kakšna je kombinacija, recite, tega vsega? Ja, najpogosteje potekajo online, saj večina klientov živi v tujini. Ko pa pridejo v Slovenijo, smo se pogosto dobili tudi v prostoru. V zadnjih letih se pa dobivamo na prostem, saj izvajam tudi psihoterapijo v naravi. Wow. Ja, včasih imamo tudi zanimivo kombinacijo. Klient hodi v naravi v svojem kraju, jaz pa sem v svojem prostoru, pa poveževa se potem preko videoklica. Zanimivo. Pa si Tina kdaj recimo imela primer, ko si šla, ne vem, da si imela v drugi državi tudi terapijo oziroma da si potem to združila nekako, se pravi naravo, druga država, da nisi imela online recimo? O tem sem veliko razmišljala, ker zelo rada potujem, tako da večkrat grem v države, kjer so moji klienti. Sweet. Ja, Nice. to je slučaj sicer, a ne? Ja, of course, but No, morda posredno tudi me oni navdušijo, to je tudi res. Letos poleti sva pa terapijo imela tudi v parku v Londonu skupaj s klientom, ki tam živi. Wow. Tako da ja. Zelo zanimivo. Ful zanimivo. In potem, ko sta imela to terapijo, a sta hodila ali sta sedela na klopci, na kakšen način si potem to izvedla? Hodila sva. Wow. Ja, lahko bi sedela tudi na klopci. Tudi to počnem. Ja, ampak tokrat sva hodila. Wow, super, odlično. In kakšen je bil recimo odziv ali pa recimo, kako je bil okej, se pravi, je bilo uspešno? Ja, bil je dober odziv, ja. In tudi res več ali manj so res zelo dobri odzivi. In si tudi želijo ponoviti. Res je, zelo lepo. Potem pa nam povej, katere so recimo najpogostejše teme, s katerimi pridejo Slovenci, torej po celem svetu, se pravi tvoje stranke, v terapijo. Katere so najpogostejše? Ja, najprej bi samo povedala, da ljudje po vsem svetu se spoprijemamo s podobnimi stiskami, ampak v Zvezi Slovenci po svetu pa bi izpostavila nekaj najpogostejših, ki so nekoliko bolj specifične. Vse večje spremembe lahko povzročajo stisko. Tako že sama selitev predstavlja enega izmed najbolj stresnih dogodkov v življenju. Selitev v tujino pa je še bolj stresna. Gre namreč za spremembo države, okolja, jezika, službe, šole, morebitnih hobijev, krožkov, socialnega kroga. Večina ljudi si mora na novo poiskati prijatelje. Pogosta težava je tudi osamljenost, torej dejstvo biti stran od družine in bližnjih prijateljev. Pogosto je težko vzpostaviti stike z neznanimi ljudmi. Ob tem se lahko zamaja tudi občutek varnosti. Pri nekaterih se pojavlja tudi občutek nesprejetosti v smislu biti nezaželen, nesprejet tujec. Ob tem se vzbujajo občutki manj vrednosti, nisem dovolj dober, nikoli ne bom vreden. Pogosta stiska med Slovenci po svetu je tudi kulturna in identitetna dezorientacija. Ja, veliko klientov govori o občutku, da ne sodijo popolnoma nikamor. Doma že niso povsem doma, v novi državi pa ostajajo tujci. To tako imenovano dvojno nepripadanje je eden najpogostejših razlogov za iskanje psihološke podpore. Povezana s tem je tudi jezikovna stiska. Strah pred tem, da nikoli ne bodo dovolj dobro govorili jezika nove države, ali pa nasprotno, da bodo izgubili stik s slovenščino. Potem pri tistih, ki imajo partnerske ali družinske odnose v tujini, se pojavljajo še izzivi prepletanja dveh kultur v družini, težave z vzgojo v dveh jezikih ali celo treh jezikih. In vključujejo tudi angleščino, pač se pravi slovenščina, še en jezik in še angleščina, ker se partnerja pogovarjata v angleščini. To je kar pogosto. Potem so razlike v vrednotah, ki lahko vodijo v nerazumevanje ali konflikte.
Pogosto klienti govorijo o občutku osamljenosti tudi zato, ker nimajo dostopa do razširjene družine, starih staršev, sorojencev, kar vpliva na psihološko breme starševstva. Tisti, ki se odločajo, ali ostati v tujini ali se vrniti v Slovenijo, se lahko pojavi strah pred sprejemanjem pomembnih odločitev. Občutek neizživetosti, kar pomeni, da se med drugim sprašujejo, ali sem izkoristil vse potenciale v tujini. Občutek dokončnosti, v smislu, ne bo več poti nazaj. Pri nekaterih se pojavi tudi občutek neuspeha ali strah pred reakcijo ljudi v domačem okolju, če bi se vrnili domov. V smislu, kaj bodo rekli oziroma si mislili znanci, sosedje, sorodniki. Torej, pogosto je tudi stiska prekinjenih življenjskih poti, saj se mnogi sprašujejo, ali se bo njihov trud v tujini štel v Sloveniji. In kakšen bi bil njihov socialni položaj ob morebitni vrnitvi. A veš, ko si rekla na začetku, da v bistvu so zelo podobni izzivi, ki jih imamo vsi, in koliko sem poslušala, dejansko sem se že jaz identificirala notri v tem, tako da res je to neka univerzalna stiska vseh nas. Zdaj, Tina, moja izkušnja je, da veliko ljudi, ki živi v tujini, zelo pogreša dom. A ne? Ali tvoje stranke pogosto govorijo o domotožju? Ja, tako je. Ja. Ja, mnogi se srečujejo z domotožjem, kar pa vključuje marsikaj. Od pogrešane družine, sorodnikov, prijateljev, do samega občutka biti stran od doma. Ljudje pogrešamo osebe, stvari, občutke, ter tudi dogodke in navade. Dom lahko predstavlja lepe spomine in občutke, lahko zgolj poznan ali varen kraj. Lahko pa tudi simbolizira določene osebe ali življenjske prelomnice. Pri nekaterih se po selitvi pojavljajo tudi občutki krivde, ker so odšli v tujino in ne bi zapustili prijatelje, družine ali celo narod. Ja. Občutek lojalnosti med dvema državama ali dvema kulturama predstavlja za mnoge pomemben notranji konflikt. Občutek opišejo tudi kot, da manjka del sebe. Pojavlja se tudi občutek, da zamujajo pomembne trenutke družinskih članov in prijateljev, kot so rojstni dnevi, poroke, pogrebi, baby showerji, krsti, podelitve diplom, ter prazniki in s tem povezani obredi, božična večerja, velikonočni zajtrk, obisk muzejev na Prešernov dan. Res je. Tina, kako se pa recimo to domotožje običajno pokaže v njihovem življenju ali v terapiji? Se pravi, kakšni so čustveni odzivi ponavadi? Domotožje se pri Slovencih, ki živijo v tujini, v vsakdanjem življenju in terapiji, pogosto pokaže večplastno in preko različnih človeških dimenzij. Ne samo kot žalost, temveč kot preplet čustev, telesnih občutkov, misli in vedenjskih vzorcev. Kaj pa recimo, Tina, žalost? A žalost se recimo tudi pojavi lahko kot čustveni odziv? Ali pa izziv? Ja, žalost pogosto občutijo kot težo v prsih, misli na domače, ali jokajo, ko govorijo o njih, ko poslušajo slovensko glasbo ali ko gledajo fotografije z njimi. Občutki žalosti se pojavijo tudi, ko po večdnevnem obisku zapustijo Slovenijo. Kaj pa zmedenost, recimo? To mi zdaj tako prihaja do mene. Zmedenost je tudi recimo nek čustveni odziv? Ja, zmedenost pa povezujem z občutkom dvoma. Okej. Domotožje pogosto sproži dvome, ali je bila selitev prava odločitev, misli o vrnitvi, ki se ponavljajo, hkrati ustvarjajo konflikt, njihov notranji konflikt in konflikt z drugimi, naprimer partnerjem v tujini, starši v Sloveniji. Domotožje sproži tudi težave v odločanju, naprimer, ali naj kupim stanovanje tukaj ali v Sloveniji, ali naj menjam službo tukaj ali počakam, če se morda selim nazaj v Slovenijo. V terapiji se to pokaže kot notranji konflikt med različnimi željami, realnostjo in pričakovanji. Kaj pa jeza, Tina? Kako je pa z jezo? Ja, jeza je pogosto potlačena ali neizražena in pride v terapevtski proces kasneje, kot jeza nase, na starše, na domovino. Jeza pogosto skriva bolečino pomanjkanja pripadnosti.
Pogosto je tudi krivda in občutek dolžnosti do doma. Krivda, da puščajo starše same, oziroma da ne skrbijo za njih. Krivda, da zamujajo otroštvo, nečakov in da niso dovolj dobra teta, dovolj dober stric. Krivda, ker živijo drugje, kot bi živeli doma. Krivda pri izseljencih se zelo pogosto pretvori v navznoter obrnjeno jezo, ker človek doživlja močen notranji konflikt med tem, kar čuti, in tem, kar misli, da bi moral čutiti. To je eden najpogostejših vzorcev v terapiji pri ljudeh, ki so se izselili iz tesno povezanih slovenskih družin. Krivda se pojavi, ko človek čuti, tukaj je moje življenje, kariera, partner, različne aktivnosti, novi prijatelji. Hkrati pa doma me potrebujejo in moral bi biti tam. Ta nezdružljivost sproži jezo. A ker si človek ne dovoli biti jezen, ne sme biti jezen na svoje starše, družino, saj oni niso nič naredili narobe, jo obrne vase. To vodi v samoobtoževanje, pretirano kritičnost do sebe, občutek, da nikoli ne naredim dovolj. Pojavljajo se tudi neizrečena pričakovanja iz domačega okolja. Starši in okolica pogosto nezavedno sporočajo: fajn bi bilo, če bi se vrnil, mi te rabimo, tukaj je tvoj pravi dom. Izseljenec se ne želi jeziti nanje, zato čuti jezo nase, ker ne izpolnjuje pričakovanj, napetost, ker je slab sin, slaba hči, občutek dolžnosti, ki ga ne more izpolniti. Opažam tudi jezo nase, ker postavljajo sebe na prvo mesto. V tujini človek spozna, da si želi svoje življenje, da mu je dobro, da ima pravico slediti svojim željam in potrebam. A to je v konfliktu z družinskimi vrednotami, kot so žrtvovanje, skrb za druge, bližina družine. Rezultat tega je jeza nase, ker si dovolijo biti srečni drugje. Na terapiji pa pogosto slišim, mi integrativni terapevti temu rečemo skriptna prepričanja o sebi, kot so: sem sebičen, ne bi smel tako misliti, očitno mislim samo nase, sem egoist. Srečam se tudi s klienti, ki so perfekcionistični in si dajo pretirano odgovornost. Navznotraj obrnjena jeza se pri njih pokaže kot pretirano delo, nerealna pričakovanja do sebe, občutek, da morajo ves čas dokazovati, da je bila selitev vredna žrtve. Wow. Imajo Tina kdaj občutek, da niso čisto doma, po eni strani, po drugi strani pa, da niti niso več v Sloveniji, tale grey zone, a veš? Ja. To je zelo značilen opis v terapiji. Wow, okay. Ne počutijo se več čisto Slovence, ker jih tujina spremeni, a tudi v novi državi se ne počutijo doma, ker kultura ni njihova, jezik ni njihov, humor ni isti. Nastane občutek vmesne identitete, ki je psihološko zelo naporen. Pogosto rečejo, ko sem tu, pogrešam Slovenijo, ko sem doma, pogrešam svoje življenje tukaj. Wow. Kako pa recimo življenje med dvema kulturama, zdaj če tako pomislimo, vpliva na njihovo identiteto? Kako vidijo sami sebe? Nekateri to opišejo kot občutek dvojne pripadnosti in hkrati občutek, da nikjer ne pripadajo popolnoma. Wow. Veliko izseljencev reče, ko sem v Sloveniji, sem malo tuj, ko sem v tujini, sem vedno Slovenec. Pri njih identiteta postane gibljiva in se spreminja glede na to, v katerem okolju so. Kot da se nenehno premikajo med dvema načinoma življenja. Ta občutek lahko povzroča nestabilnost, zmedenost, napetost v odnosu do sebe ali pa tudi večjo širino in odprtost k razmišljanju. Spet drugi govorijo o mešanici dveh kultur. Človek prevzame del nove kulture, del stare pa obdrži. To ustvari občutek, sem nekaj vmes, moja identiteta ni čisto jasna, nisem več isti kot prej. Pojavlja se tudi preoblikovanje vrednot, naprimer v nekaterih državah, naprimer v Nemčiji, ljudje dosledno spoštujejo pravila, čakalne vrste, dogovore.
tam izseljenci lahko prevzamejo bolj strukturirano vedenje. Zelo zanimivo. A veš, jezikoslovci ali pa tako rečemo vedno whoever speaks two languages has two souls, in tukajle se mi tale two souls, dve duši, vedno znova pojavlja, pa bi se zaradi tega rada dotaknila malce komunikacije oziroma ali jezika. Ja, Terapije imaš v maternem jeziku, ja, tako? tako je, ja. Se je kdaj zgodilo, recimo, da si jo imela tudi v angleščini? In pa zanima me še, in o tem sva že govorile, meni recimo nekateri ljudje rečejo, da se boljše počutijo in lahko izražajo v angleščini. Definitivno. A tudi ti kdaj mogoče uporabiš kakšno angleško besedo? Ali tvoje stranke kdaj to storijo? In kaj misliš, se takrat zgodi iz psihološkega vidika oziroma jezika, bova tako rekla? Ja. Nekaj terapij imam tudi v angleščini, predvsem za ekspati, ki niso Slovenci, torej tujci, ki živijo v drugi državi. No, zdaj sem že sama uporabila angleško besedo. Tako, yes, very good. Very good. V angleščini sicer pogosto uporabljam strokovne izraze in tujke, ker sem jih navajena iz strokovne literature in jih uporabljamo tudi terapevti. Če se vrnem k Slovencem. V tujini večina mojih klientov vsakodnevno uporablja angleščino, tudi če ne živijo v angleško govoreči državi. Delajo v angleščini, s partnerji in prijatelji komunicirajo v angleščini, družijo se v mednarodnem okolju. Govorijo slovensko, seveda, ampak opažam, da so nekatere angleške besede povsem ponotranili. Določeni koncepti so preprosto zakoreninjeni v angleščini, tam so jih prvič doživeli. Tam jih uporabljajo vsak dan. Wow. Pri nekaterih se zgodi, da znotraj ene povedi spontano preskakujejo med jezikoma, brez kakršne posebne logike. Včasih je tak preklop tudi oblika obrambe, zaščite. Izreči nekaj bolečega v drugem jeziku deluje manj ranljivo, saj preklop v angleščino prinese določeno čustveno distanco. Res je. Materni jezik je tisti, v katerem so shranjene najzgodnejše izkušnje in prve bolečine. Zato je v njem stik s čustvi pogosto intenzivnejši. Pogosto se zgodi tudi, da me vprašajo za prevod kakšne besede, ker preprosto ne morejo spomniti besede v slovenščini. Poleg tega pa opažam še nekaj. Ljudje v tujini si pogosto oblikujejo nekakšno drugo različico sebe, ki deluje v angleščini. Bolj funkcionalno, samozavestno, prilagojeno vsakodnevnim izzivom novega okolja. Ta del osebnosti se včasih bolj aktivira, ko preklopijo jezik, in tudi to je terapevtsko zelo zanimiv in pomemben vidik. Je res. Absolutely. I agree. Tudi tu opažam recimo pri mojih klientih in popolnoma se strinjam s tem, zelo pomembne informacije definitivno predajajo. Okay. Kje pa te lahko ti najdejo ljudje, če začutijo recimo, da potrebujejo podporo? Torej, where can we contact you? Lahko mi pišejo na e-mail info@naterapiji.si. Lahko me najdejo tudi na spletni strani www.naterapiji.si, ki sicer gre za direktno povezavo na Facebook stran. In mi bomo v bistvu vse te linke oziroma vse tvoje kontaktne podatke, torej vsi kontaktni podatki in pa linki bodo okrog tega videa oziroma v opisu spodaj, tako da lahko Tino kadarkoli začutite, kontaktirate in vam bo odpisala seveda in se z vami vse dogovorila. Tina, zdaj bi pa vprašala še eno stvar. V bistvu. Če bi lahko izpostavila le eno stvar, ki je najpomembnejša za učinkovito psihoterapijo, katera bi ta bila zate? Absolutno terapevtski odnos. Sama verjamem, da je psihoterapija zdravljenje z odnosom, ki zadovoljuje relacijske potrebe tako klienta kot terapevta. V dobrem terapevtskem odnosu klienti čutijo varnost ter se počutijo sprejete, slišane, cenjene in pomembne. Zdaj bi te pa še vprašala, Tina, mogoče za konec, kaj pa tebi pomeni to delo oziroma da delaš z klienti oziroma da si se odločila za to pot? Kaj ti to pomeni?
Ja, prva misel mi je darilo. Darilo, Mhm. ki ga dobim z vsakim stikom, vsakim srečanjem in vsakim uvidom. Mhm. Po 10 letih dela lahko z gotovostjo rečem, my dreams have come true. Oh, sweet. That's Ta nice. poklic, Mm. ta poklic mi daje smisel, navdih in občutek, da sem točno tam, kjer moram biti. Ljubezen in strast do dela, vedoželjnost, radovednost, vse to ohranja in krepi nenehno željo po raziskovanju, izobraževanju, po osebnem ter profesionalnem napredovanju in rasti. Tina, torej, za konec bi se ti rada zahvalila. Thank you for being here with me. Predala sva ogromno zanimivih informacij in verjamem, da bodo poslušalci in pa gledalci prejeli torej nek uvid v to delo, bom rekla, oziroma v to industrijo, oziroma tudi v to poslanstvo, ki ga imaš. Thank you very much for being with me, Tina, and I hope to see you very, very soon. Thank you for having me. Bye bye. Bye.